Kako zadovoljni ste z letošnjo zmagovalno izjavo? No, mislim, da je izjava dobra, še par izjav nominiranih je bilo odličnih in mislim, da se bo kar prijela in da govori tudi o trenutnem stanju duha v državi in govori o tem, predvsem kako ljudje vidijo politiko. Bi bil bolj vesel, če se to v Sloveniji ne bi dogajalo, kar se zadnje čase dogaja v parlamentu. Kajti to, da je moja izjava dobila toliko podpore med ljudmi, pač kaže na precej žalostno stanje v delovanju nekaterih državnih organov. Ta akcija, torej že 12. vedno poteka po istem principu, izbiramo boba vsak dan, torej več kot 300. Lahko rečem, da je bob leta na večeru pravzaprav predstavljal praznik večera, praznik besede. Ta bob ali pa ti bobi in pa predvsem zmagovalec, kateremu tudi ščetno čestitam, je nedvomno ena izjava s težo, za katero stoji pogum in pa tudi velika oseba. Nagrada se bo znašla doma, blizu televizorja. Mislim pa, da je danes mene in druge, ki smo povedali te bobe leta, kar precej zasenčil voditelj Toš, ki je pokazal, da je na tem področju vsaj danes bil prvi med nami in da je zelo resen konkurent, da naslednjič on dobi to nagrado. Dejstvo je, da mislim, da je čas, ko moramo resni splošno informativni mediji reči bobu bob in povedati, da situacija ni rožnata. Potrebovali bi primerno zakonodajo in pa seveda tudi določeno podporo strani države, primeren pravni okvir, tudi kakšno finančno spodbudo za to, da ohranimo primerno raven kvalitetnega splošno informativnega tiska, ki ne nazadnje zagotavlja tudi višjo stopnjo demokracije. Mislim, da je medije nekako treba zaščititi in jim tako pomagati, da bodo prebrodili to krizo, v katero so prišli zaradi predvsem brezplačnih medijev in brezplačnega dostopa do informacij. Nujno se treba zavedati, da bo za informacijo, resno, kvalitetno informacijo treba tudi plačati.